Dober večer, hvala vsem za obisk tega krajšega literarnega pogovora, ki ga v sodelovanju s Slovenskim knjižnim sejmom organizira založba Litera. Moje ime je Aljaž Krivec in pogovarjal se bom s 4 pisateljskimi imeni, ki se podpisujejo pod več knjig, v bistvu, ki so izšle pri tej založbi. Z mano so Tomo Podstenšek, avtor romana Površinska napetost, čeprav bova verjetno tudi kako rekla o Kar se začne z nasmehom. Potem Anja Rodaljac, avtorica romana Punčica. Potem Renato Bratkovič, avtor romana Plavalec, ki je najbolj čistokrvni žanrski tekst, o katerem bomo danes govorili. In pa Simona Klemenčič, avtorica romanesnega prvenca Hiša brez ogledal. Zdaj neki osnovni namen današnjega pogovora je bil nekako zelo grobem orisati vprašanje žanra, ker nimamo niti veliko časa, je pa v bistvu to zelo obširna tema. Osnovna zamisel za ta pogovor je pa padla v bistvu zato, ker nekako v zadnjih 10 letih vse pri nas se mi zdi, doživljamo nek ta preporod, ampak ima mogoče par problemov, ne. Eno je to, da vedno, ko govorimo pri nas o žanru, se mi zdi, da govorimo predvsem o kriminalki in jo nekako legitimiramo tudi v odnosu do kot visoke literature oziroma leposlovja, kot se tudi včasih izrazimo. Drugo je pa to, da se začne tudi v kritikah, pa tudi promoteksti in tako zelo hitro opletati z tem vprašanjem žanra, čeprav je lahko neko to vprašanje dosti bolj kompleksno, no. To je nekako to. Upam, da bomo zvozili nekako 2 rundi in jaz bi v bistvu šel v enem takem vrstnem redu, od najbolj žanrskega mogoče do najmanj, tako da bom začel s tabo, Renato. Bil si dolgoletni organizator festivala Alibi, ki se je v bistvu posvečal prav kriminalnemu pisanju. Tako rekoč, mogoče se tega tudi dotakneva še malo kasneje. Bi me pa zdaj mogoče na tej točki najbolj zanimalo, ker si, kot sem že povedal, najbolj polnokrvni, žanrski avtor z Plavalcem. Kako si glede na to res dolgo zgodovino, v bistvu že kriminalke, okoli 150 let, tu govorimo, pa glede na ta preporod, ki se je v zadnjih letih pri nas zgodil, no, kako si nekako našel neki svoj specifičen glas, o čem si v bistvu razmišljal, ko si pisal, kako najti avtorski podpis, kako presenetiti, če veš, da imaš neka pravila recimo za sabo? Ja, hvala za vprašanje. V bistvu moram reči, da ko sem začel se ukvarjati s pisanjem, mogoče niti nisem razmišljal o nekem žanrskem konceptu, pač vse življenje pišem v bistvu neke zgodbe, ampak nikoli nekako nisem znal opredmetiti, kaj to je, ne. Dokler nisem leta 2011 odkril na spletu ene kratke zgodbe angleškega avtorja Paula Brezila, kjer pa me je nekako prešinilo, ne, da on pa piše podobno kot jaz, ne. Njemu so rekli Bukovski of noir, in potem sem mislil malo raziskati, ne, ta noir pa to, ne, in dejansko sem potem padel tudi v to družbo angleških in ameriških piscev. In takrat se mi zdi, da se je zgodil ta preboj ali pa neko spoznanje, neko razodetje, da pa je tu mogoče moj prostor pod soncem, ne, in da se potem dejansko kot, mogoče ne toliko kot v žanru kriminalke, ampak bolj noirja znajdem, ne, ker mogoče me tudi v osnovi ni nikoli, ne vem kako, preveč zanimalo to, da se razrešujejo neki zločini, ker se tudi v življenju, v realnem življenju, ki ga živimo, najpogosteje ne. Mogoče res potem kriminalka bralcu da neko tisto zadoščenje, ker kriminalec pač za svoj zločin plača in zato je mogoče danes tudi toliko popularen ta žanr. Sam pa nekako najbolj, bi rekel, prosto plavam vseeno v tem noirju in tudi v končni fazi polovica Plavalca je noir, ne, polovica pa nekako hudanit, ne. In dejansko sem tudi pred pisanjem šel prebrati ta slavna Van Dynova pravila,
Ampak eno pravilo pravi, da pač naj ne uporabiš dvojčka, ne, in to sem namerno, ne, ti boš meni rekel, ne. Drugače pa, tako sem rekel, no, zato se mi zdi, da je žanr popularen postal zaradi te katarze na koncu, ne, ker pač res zločinec svoje plača in pač je vsaj v literaturi nekako kaznovan in noir in kriminalka se mi danes zdita res mogoče vedno bolj pomembna tudi stališča nekega angažiranega družbenega pisanja, ne. Ok, hvala. Nadaljeval bi s tabo, Simona. Hiša brez ogledal se zdaj že nekako bolj mogoče odmika od teh zapovedi, no, ki sem jih nekako načel, vseeno se pa da tako kar svobodno, po mojem, govoriti vsaj o distopiji, antiutopiji, no, pač to nekako izmenično se mi zdi rabimo. Zdaj, koliko si imela recimo ti ta pravila mogoče v glavi, glede na to, da si se nekako spustila v to literarno tradicijo, ne? Tu mogoče še omenil, Tomo je bil v bistvu prvi mentor, ne? Preden sem jaz to tudi uredniško, zdaj koliko je nekako tekla beseda, mogoče tudi o tem, no, pač o tem ozadju, tudi ta vpliv dekline zgodbe je močno zaznaven, ne, ki je tudi že nastala v bistvu kot nek podžanr, ne, imamo tudi že kup nekih literarnih odzivov, tudi pri nas je šel en roman ene češke avtorice, Zgodovina gibanja, se mi zdi, ki je nekako odziv na to, ampak je na glavo obrnen, ne, tako da se mi zdi, da je že to tudi podžanr, no, koliko si imela to v zavesti, kako si se odzivala na to, ali se nisi, ja. Jaz moram priznati, da sem o vprašanjih žanra začela razmišljati takrat, ko sem dobila povabilo na ta pogovor, ker nisem razmišljala v tem smislu, da pišem žanrsko literaturo, niti to, kaj je žanr in kaj ni žanr in kakšna so pravila. Pravzaprav me to res ni sploh nič zanimalo. Dejansko je Deklina zgodba en roman, ki je že mnogo let nazaj ob slovenskem izidu name zelo vplival. Potem sem bila pa precej razočarana, kadar sem dobila v roke kakšno antiutopijo, pa sem si obetala, da bo tudi dober roman, pa sem bila vedno razočarana, ker se mi je zdelo, da se ljudje obnašajo kot roboti, da nekako niso ta pravi. Jaz sem si pa želela brati in pisati literaturo, ki bi bila morda malo žanrska, kakorkoli se to definira, ki bi se dobro brala, no? Ampak da bi bila bolj prepričljiva, da bi bili ljudje v njej, ki nastopajo, da bi bili enaki in nekako bolj taki, da te prepričajo, da se taka stvar res lahko zgodi, ne kot neki roboti, ker se mi zdi, da to potem nekako že se smisel antiutopije, ki naj bi opozarjala, se mi zdi, na slabe posledice nekih utopij, da se s tem zgubi. Torej, kar sem si je želela, je samo malo bolj polnokrvno roman, kot pa so tisti, ki sem jaz naletela na njih. Nadalje pa name zelo vplival Sapkowski, zdaj je tudi preveden po dolgem času, kot Veščec, mislim, da je Vječmin preveden v slovenščino. To je bil še en tak roman, ki mi je dal misliti, ki je bil sicer površinsko je v enem žanru, če ga niste še prebrali, vam ga zelo priporočam, ker je to sicer fantasy, ampak ima ogromno nekih podtekstov, nekih sporočil in zelo se da aplicirati tudi na sodobni svet. Kljub palčkom in vilam in čarovnicam in tako naprej. So to zelo taki liki iz mesa in krvi in to sem si želela narediti tudi sama. Hvala. Torej, v bistvu bolj šlo za neko ogrodje, potem vsebina se v bistvu drugače polni, ne, kot s temi pravili. Anja, zdaj tvoj tekst se mogoče še malo bolj odmakne od tega, ne, zdaj smo šli tako po stopničkah dol, ne, ampak po drugi strani vpelješ v bistvu precej kratek roman, sicer ogromno enih motivov, likov, podob, ki so značilne, ne, za neke specifične žanre, ampak pri tebi se stkejo v bistvu nekaj čisto drugega. Imamo, dobro, vampiri najbolj izstopajo mogoče iz vampirskega žanra, potem imamo neke scene na policiji, kar je že tak malo policijski kriminalni roman, recimo, je tudi kriminalno dejanje, ne, ki mogoče ni pravno gledano kriminalno, imamo te podobe klinike, kar se mi zdi, da je tudi ena dolga literarna tradicija, kjer se za kliniko prikazuje nekak splošna družba funkcionira, ne, kot Leto nad kukavičjim gnezdom ali pa pri nas v Velikem briljantnem valčku,
ali pa v težko mentalci, mogoče celo malo prijedeti male žič, ki je mogoče malo bolj izpovedna. No. Zdaj, koliko se ti je zdelo, ko si upeljevala pač v bistvu vse te elemente, ki so tak najbolj mogoče znani iz nekih žanrov, koliko se ti zdi, da je tu, ne vem, da so lahko ti elementi nek voz, ki že tako neko žanrskost, pa tudi neka pričakovanja glede žanra, pač prinese v roman, tudi če ta ni zares žanrski, no, na ta način. Ja, mene žanri zelo fascinirajo zaradi tega, ker se mi zdi, da za samo strukturo, za to shemo, ker vsak žanr sledi eni shemi, se mi zdi, da v bistvu te sheme velikokrat preigravajo neke zelo globoke in temeljne elemente družbe, tako kot je prej Renato omenil, recimo kriminalni roman, ki se ukvarja z kriminalom, potem imamo recimo ljubezenski roman, ki se ukvarja pač z ljubeznijo, skratka velikokrat so ene take velike teme, potem recimo fantazija, ki jo je omenila Simona, nagovarja zelo velikokrat neko mitološko podstat, a ne. In meni se zdi v tem smislu zelo, se mi zdi, da lahko v bistvu neki žanrski momenti, a ne, če se odmaknemo od te sheme, da je možno preko njih v bistvu seči do nekih takih zelo temeljnih občutij, ki se porajajo v družbi in nekih temeljnih procesov. Obenem pa se meni osebno ne zdi, no, da sama shema žanra, tudi tle se pa z Renatom ne bi strinjala, da lahko sama, v bistvu, da lahko žanr sam že vključuje neko zelo veliko subverzijo, zaradi tega, ker enostavno je zavezan neki shemi, te sheme so navadno v žanru potrjevalne. Recimo kriminalka konkretno ima seveda to v bistvu ta moment krepitve policijske države, v kateri pač v bistvu policija uspe nekako zatreti kriminalno dejanje, ki je potisnjeno na to raven individualnega. In zato je mene v bistvu zanimalo, kaj se zgodi v bistvu, če tekst, ki je tudi sicer v bistvu tekst, ki zelo mrgoli, bi rekla, no, z zgodbami, tako temi, ki se odvijajo tu, kot nekimi zgodbami, ki se odvijajo v preteklosti. Kaj se v bistvu lahko zgodi, če damo v takšen tekst veliko različnih žanrov in v bistvu kaj so potem neke točke, na katere lahko bralstvo reagira, a ne? In hkrati, kaj potem v bistvu nastane na točki, ko se začne žanr razgrajevati, ne? In v bistvu mogoče ne ostanemo za to enostavno rešitvijo, zato tudi v bistvu ta tekst ne ponuja na koncu nekega dokončnega odgovora. Mi je bilo pa v velik izziv v bistvu ohraniti dovolj elementov žanra, da še vedno lahko učinkuje na podoben način. Recimo najbolj je mogoče ta vampirski del je dejansko tak, zaradi tega, ker je v bistvu je skozi roman, ki sicer ne temelji na tej vampirski zgodbi, je spisana ena zelo klasična vampirska zgodba, od transformacije v vampirja do v bistvu potem vampirskega življenja, pa potem na koncu nekega celo odmika od tega, no. Tako, nekako. Hvala. Tomo, jaz bi se v bistvu pri tebi kar takoj navezal na objavo z tvojega bloga, no, ki si naredil kot neko delno vabilo tudi na ta dogodek in gre sicer za en citat iz knjige, kar se začne z nasmehom, to je v bistvu ena knjiga pred to, ne, in bom v bistvu kar prebral, no, in tudi je šla pri založbi Litera. Ljudje danes hrepenijo po resničnih zgodbah, ki so se zgodile resničnim osebam. Biografije so zdaj zelo popularne. Biografije in kriminalke, to se še najbolj prodaja. Idealno bi seveda bilo, če bi lahko oboje združil v eno. Ampak sklepam, da nimate nobenih povezav s kriminalnim podzemljem. Ali pač? Teda, zdaj me čisto rudimentarno zanima, kako to, da si se odločil nekako, tudi kot nekdo, ki že zelo dolgo piše, ki je napisal precej, kako to, da si se odločil na tej točki špikniti mogoče, no, v to vprašanje, no. Ja, to je prišlo nekako čist naravno. V tem romanu se o glavnem liku razširijo lažne novice, da je zadev na loteriji in to ga potem zaplete v cel kup različnih nevšečnosti, zaplete se tudi z nekimi sumljivimi tipi, se pravi, malo zadiši po kriminalki. Ves čas v tem romanu v bistvu raziskujem odnos med resnico, lažjo, informacijo v sodobni družbi, postfaktični družbi, kjer nismo več čisto prepričani, čemu lahko verjamemo.
In potem se mi je zdelo fino v nekem momentu vpeljati tudi ta lik pisatelja, ki v neki postmodernistični maniri pravzaprav predlaga glavnemu junaku, da bi njegovo zgodbo zapisal. In bralec lahko nekako sklepa, da je to tekst, ki je pred njim, ki ga bere. S tem sem tega pripovedovalca naredil še bolj nezanesljivega, se pravi, postavil sem pod vprašaj že tudi samo verodostojnost tega teksta, ki ga beremo. In ker nobena knjiga nekako ne izide v vakuum, ker vedno izide v nek čas in prostor in je namenjena konkretnim bralcem, se mi je zdelo, da moram tudi malo narediti neko refleksijo na trenutno situacijo na našem knjižnem trgu, kjer pač kriminalka res izrazito dominira zadnja leta, včasih že celo malo na hecno-bizarne načine, ko iz marketinških razlogov ta oznaka kriminalka doleti tudi kakšno knjigo, ki pravzaprav morda ne sodi čist v ta žanr, ali pa kot nekateri pisatelji, ki v celem življenju niso pisali nič posebnega, nič podobnega, kar nenadoma odkrijejo svojo nagnjenost k pisanju kriminal, ker je to pač zdaj popularno. Tako da ja, sem želel to malo prek tega lika pisatelja se tega vsaj malo dotakniti, vsaj malo odpreti to problematiko, ki se mi zdi, da je mogoče malo premalo izpostavljena na splošno. Ja, hvala. Vse to je bil tudi nekako namen ravno to mampirati, ne? Čeprav po drugi strani pa mogoče zdaj ravno potrjujemo, ne? Točno to, ne? Da govorimo skozi o žanru pa, ne? In tako dalje. Jaz bi šel nazaj k tebi, Renato, in sicer prej sem že omenil tvojo vlogo pri festivalu Alibi, ki je potekal v bistvu koliko, 4-5 let? 5 let. Kar je meni tam pritegnilo eno pozornost. Zdaj, že prej si rekel, recimo tudi glede svojega teksta, ja, pol je hudanit, pol je noir, ne? Je bila v bistvu ena tak, res so bili razdelani, se mi zdi, žanri, no, mislim, res je nekako to, ja, to ni vse, mislim, tudi ko rečeš kriminalka, obstaja, ne vem, milijon podžanrov, ne. Druga stvar, ki je pritegnila mojo pozornost tam, je pa v bistvu to, kar se mi zdi, da si že tudi prej nakazal, si rekel, da je zate prišlo to nekako naravno, ne, da bi se ravno s tem žanrom nekako ukvarjal, da se s tem nekako poistovetiš, je to, da v bistvu je tudi vsako leto, mislim, da je bil nekdo povabljen od zunaj, nekdo, ki pač predstavlja recimo neko imeno v slovenskem literarnem prostoru, in te osebe velikokrat niso kakorkoli bile povezane, ne, z žanri. Janez Grm je bil recimo, dobro, on mogoče celo kdaj, pa Andrej Predin, pa Lara Pavković, mogoče ona še najmanj, ne. Torej, vidiš neko kaj kontinuiteto med tem, pa tudi kako so se izkazali, no, pod nekimi temi pravili, no. Ja, v bistvu tako, vse skupaj se je začelo z blogom, ki sem ga urejal ene 2-3 leta. Tam sem delal dvojezične intervjuje, predvsem najprej z tujimi pisci, potem sem pa začel tudi spoznavati malo to našo literarno sceno. In zdaj Predina sem pač na prvo izvedbo povabil, ne vem, ker sem bil takrat z njim nekako tudi v stiku, z njim sem tudi naredil en intervju in mi je recimo za slovenskega avtorja padel pač na prvo žogo, ne. Imel sem potem enega Hrvata, pa mislim, da 2 Angleža, pa enega Američana. No, en Anglež je moral iti potem zaradi družinskih razmer že v bistvu v soboto domov, ne, ker pač ta Alibi, ne, to je v bistvu bil vikend festival, kjer so pisci v petek izžrebali svoje naslove. V soboto so morali napisati zgodbo, v nedeljo pa se predstavlja na literarnem večeru. In potem, ker je ta Anglež, kot sem že omenil, moral iti nazaj, sem namesto njega vskočil jaz, ne. Meni se je to potem začelo fajn zdeti, ker sem pač vsakič znova imel eno zgodbo več. Pri nas pa takrat, leta 2015 recimo, bom rekel, smo orali ledino, ne, takrat še golob ni plaval v jezero, ampak v drugih vodah. Pri nas je bil mogoče Demšar, to prvo ime, ne, in tudi on je bil eno leto gost. Ampak nekako sem začel spoznavati v bistvu to tudi slovensko sceno, ne. Na vsak način sem hotel imeti kakega slovenskega avtorja,
grm je padel v bistvu zato, ker sem bil na proznem mnogoboju in je tam predstavil eno zares tako noir zgodbo, ne, in mi je padel na prvo žogo znova na idejo kot gost. Lara Pavković, ne, ona je seveda mogoče bolj sodi v to širše literarno polje, če uporabim ta samostalnik, ampak ona je v bistvu presenetljivo napisala mogoče v tistem letu najbolj črno zgodbo, ne. In mislim, je res pozitivno presenetila, ne. Gostovali smo tudi Roberta Perišiča, ki tudi ni posebej znan kot nek krimi ali pa noir pisec, ampak tudi on se je v bistvu v tej vlogi res izjemno izkazal, ne. In se mi zdi, da ne vem, vse skupaj od tega druženja z liki, ne, oziroma z liki, z avtorji, ker pisci kriminalk in noarja, vsaj te, ki sem jih spoznal, ne, recimo sploh te tuje, to so eni najbolj prijaznih ljudi na svetu, ne. Zgleda, da oni res vse te frustracije vržejo na plano, na papir, pač pobijajo vse, ki jih morajo v zgodbah in so to zares prijazni ljudje, ne. In mislim, da vsak od nas ima potem tudi nek tak potencial, ne, da, ne vem, potegne nekaj črnega iz sebe in se mi zdi, no, mogoče, da je bil to neki taki, neko vodilo, ker kakorkoli gledano, tudi te pisce, ki niso na prvo žogo krimi noir avtorji, so žanru naredili zelo veliko uslugo, ne, s tem svojim delom, ki so ga prispevali na festivalu, ne. Drugače pa še enkrat poudarjam, no, meni se zdi, da je to neka nova družbena kritika in da mogoče čez 5 let ne bomo več govorili o žanru, ne. Ja, saj v bistvu vse se to, ne vem, mogoče se še ni dosti reflektiralo tega, zdaj to čisto malo vskočil, ker jaz sem tudi nekaj o tem pisal, neka taka moja teza, zakaj ravno tam, mislim, da Demšar, tam neki 2008 ali nekaj, ne, tam okoli finančne krize, ne, v bistvu, se je nekako začel ta zadnji val slovenske kriminalke, predtem je že bila ena v 90-ih, ki je bila izrazito čezžanrska, sicer veliko je še ta že zapozneli postmodernizem, se je še malo znašel not, pa tak, ne. Predtem pa zelo, zelo sporadično, ne, začelo se je konec 19. stoletja že z Jakobom Alešovcem, ampak to je bilo po par tekstov, na par let je kak tekst vem prišel, ampak ni bilo neke res kontinuirane, ne, produkcije pač tega, razen potem 90-ih, neki prvi val in pač zdaj ta drugi val, ki še kar nekako traja, se mi zdi, no. In se mi zdi, ja, da se ga moče res da z temi nekimi družbenimi okoliščinami nekako pojasnjevati, mislim, da se to polojema s tem tudi, kar si povedal, no. Zakaj bi tudi nekako spregovoril nekomu, ki sicer tega mogoče ne piše, ne, zakaj zdaj pa naenkrat sem pa ful nagovorjen, ne. Mislim, razen morebitne želje, ne, po prodaji in vidnosti, no. Bi šel nazaj k tebi še, Simona, in sicer prej si že mogoče tudi malo nakazala to, no, ker je bilo govora o tem pač, koliko ta neka pravila recimo lahko zamejijo, ti si rekla, da nekako nisi niti razmišljala o tem. Na kak način si vseeno zdaj, če pogledamo na ta način, nekako takoj, ko se vpelje recimo nekaj, kar ima jasno navezavo na zdaj tudi že veščec očitno, ne, je neko ozadje, ali pa na Deklino zgodbo, ali pa pač distopijo, s katerimi nisi bila zadovoljna, ne, ki si jih brala. Se mi zdi, da tako je neki horizont pričakovanja pač pri bralstvu, zdaj kako bi naj to izgledalo, ne. In mogoče se pričakuje neke rezultate, pričakuje se mogoče nek konec, ne. Kako si ti v bistvu dosegala znotraj tega, vseeno nekako si se nečesa morala držati, da so tvoji liki v bistvu zelo kompleksni, da se jih razumeti na različne načine, tudi kako odbijajoč lik, ima neko pozitivno poanto, situacija na nek način je črna, ampak je upanje, pa ima neki, ne, ima še neki pozitiven moment. Kako si nekako meandrirala skozi to, da je vendarle prišel res to kompleksni liki, kompleksna poanta, zgodba in tako dalje?
V bistvu tako, da sem vse te like sama pri sebi v glavi odigrala. Nekako sem se postavila enega, drugega, tretjega in sem si poskušala zamisliti, kako bi se jaz počutila, kako bi jaz razmišljala o tej situaciji in kaj bi naredila, kaj bi se v fantaziji moji lahko zgodilo takrat. Nekako na ta način se mi zdi, da je šlo, da sem šla od lika do lika in vsako situacijo preigrala. Drugače bi pa morda še malo navezala na to, kar smo prej govorili. Tomo je rekel, da je zdaj popularna kriminalka, pa ti si tudi rekel, da je pri nas zdaj popularna kriminalka. Meni se pa ravno zdi, da vsi smo brali Agato Christie, vsi imamo doma. Slovenska kriminalka, mislim, da je pa bolj mišljeno. Ja, ampak tudi sicer se mi zdi, da nasplošno zdaj imam jaz tak občutek, da je več kriminalk, kot jih je bilo, je pa tudi produkcija nasploh večja. Mogoče pa tudi, tako kot jaz to gledam, seveda nisem iz foha in ne vem, jaz sem samo želela povedati zgodbo. Naslednja bo sigurno kriminalka. Zdi se mi, nekako se mi zdi, da gre morda za nek drug čas, da se nam zdi, da imamo to dovoljenje, da lahko o tem pišemo in da se ne zdi nam več, da je to šunt. Bolj sem razmišljala o tem, kaj je to dobra literatura in kaj je slaba literatura, ker pridemo iz šole z nekim tako predstavo, da kvalitetna literatura je tista, ki govori o tem, da je življenje težko, ampak lepo, je kontemplativna, ne sme biti preveč zanimiva, ne sme se ti preveč muditi, kako se ti bo končalo, ker če je preveč zanimiva, to ni dobro, to je potem že nek žanr in slaba literatura. Nekako imamo, se mi zdi, to privzgojeno. No. Tudi ko slišim, ko mi ljudje rečejo, fajn knjigo imaš, zelo hitro smo jo prebrali, ker nismo mogli pričakati, kako se bo končala. Ne. En del mene je seveda zelo vesel, ja, to sem želela, ne. Tako knjigo, ki se dobro bere, en del pa si misli, joj, to pa potem verjetno ni kvalitetna literatura. Če se to so neke take shizofrene situacije, ki mislim, da jih moramo počasi preseči. Ker če je ena glavnih zapovedi kvalitetne, visoke literature ta, da mora biti dolgočasna in da se ti ne sme muditi končati, ne vem, če so časi temu še naklonjeni. V tem času, ko imaš pa res vsega hiperprodukcijo na vseh umetnostih in si lahko vsak izbira to, kar mu ustreza. Drugo je pa to, da smo prišli, se mi zdi, če damo te stvari v predalčke, da smo prišli do konca vsakega predalčka, da stvari postajajo preveč predvidljive, če jih ne začnemo malo mešati. Ja, vse to je dejansko tudi to vprašanje žanra, je možno razbiti nekako te zapovedi, do katere mere nekaj kršiti, da lahko pač res preskočiš to pričakovanje. Ti si omenil dvojčke, ne, to je pač 100 let staro zapoved, da to se več ne dela, ne, recimo, in ja, pač se lahko to potem vpelje toliko let kasneje in je spet, ne, Van Dan ima tam tudi nekaj čisto specifične, ne vem, ne smeš kaj že primerjati ogorkov nekih od cigaret, ne, in ne vem kaj, ne, ker to je bilo že tolikokrat uporabljeno, itd. Ampak ja, se tudi Agata Christie recimo kršila tiste zapovedi, ne, recimo kolektivni umor, recimo tudi to mislim, da tudi proti temu se opre, ne. Se mi zdi, da mogoče tudi ta kritika, ne, je bila osnovana mogoče na, pač, da ne more priti do tega preboja, recimo Matjaž Kmecl je to pri nas pisal, mislim, da v 80-ih, v bistvu tudi, ker mislim, da kar je gledal predvsem tiste take, v bistvu tako skoraj časopisno broširane kriminalke, ki so bile vse iste, prišle so, mislim, da 200 dinarjev in v bistvu tako nekako ena in ista zgodba se je skozi ponavljala in po mojem tudi iz tega izhajal, no pa gotovo je tudi bila neka akademska zapoved mogoče v tistem času v tem smislu. Gremo naprej tebi, Anja, prej sem že nekako, mislim, prej sva že odprla to, če so lahko ti elementi, ki jih poznamo pač iz žanra, recimo, če so neki voz, ki tudi pripeljejo žanr, ne, potem nekako v tekst. Zdaj pa, če še greva naprej v tem, mogoče malo podobno vprašanje kot za Simono prej, pač recimo, če daš neko tako bombo, ne, v tekst, kot je Vampir, ne, po mojem, koliko misliš, kako se na to odziva po tvoje pač horizont pričakovanja pri bralstvu, ne? A se potem nekako, a se preprosto nekako zašiješ z tem, ne? In potem nekako težko prepričaš, da to je pa neko daljnosežno delo, ki pač proba bivati na nekem recimo drugem nivoju, ali to že takoj nekako zameji interpretacije tudi? Ja,
Jaz mislim, da je že ta debata sama po sebi pokazala, da se verjetno ta horizont pri bralstvu ne spremeni, zaradi tega, ker trenutno doživljamo to renesanso kriminalke, in mislim, da v bistvu nasprotno se trenutno dogaja pravzaprav to, da se ne sprašujemo o tem, kaj pomeni shema v literaturi. In tako mislim, da ne. V resnici pač, če pogledamo uspehe, ki so jih kriminalke, pa res zelo klasične kriminalke, pa v resnici ne niti posebej dobre kriminalke, imele v zadnjem času v Sloveniji. Zdaj, če pogledamo nominacije za Kresnika, kjer bi verjetno naj bili, mislim, bile so nominirane knjige zaradi tega, ker so bile kriminalke, zaradi tega, ker je pač nastopila v bistvu ta renesansa žanra. Tako da jaz mislim, da to, da v bistvu daš v roman, in jaz sem to tudi delala na ta način, da to, da daš v roman vampirja, recimo, ali pa da daš v roman kriminal kot tak, je absolutno nasprotno od tega, da bi to bralce odvrnilo, ali pa da bi si bralci mislili, da bo to nekaj banalnega, v bistvu je težko bralce, pa tudi po mojem srednjo, zdaj že počasi neko literarno strokovno prepričati, da ni nujno, da samo sama oznaka nečesa, kar je trenutno priljubljeno in je izbruhnilo zaradi nekih družbenih okoliščin, da je dobro. Tako da zdaj, jaz ne vem, jaz bi v bistvu tako rekla, zdaj problem je tu lahko ta, da če pa gledamo neko daljšo linijo in razumevanja žanra kot takega, kot tudi v bistvu nekih družbenih kritik, recimo neko Foucaultovsko kritiko, recimo pač nekih mehanizmov nadzora in česa takega, potem pa lahko ugotovimo, da je, in po mojem mnenju, jaz obožujem žanre, absolutno bodo vsi moji teksti verjetno imeli žanrske prvine, ampak zakaj se mi zdi pomembno, da se v bistvu vprašamo, na kakšen način v bistvu te prvine vnašati, katere prenašati, recimo izvrsten tekst, ki tudi v bistvu zelo široko gledano je kriminalka, ker pač kriminalka je karkoli, kar pač vsebuje zločin, je recimo Pelji svoj plug čez kosti mrtvih, Nobelovke, Olge Tokarczuk, čudovit roman. Ampak problem je v tem, da v bistvu, če se mi zadovoljimo z pristajanjem v bistvu na tem, da je lahko en žanr nekaj, kar v bistvu bo odsevalo našo resničnost, se marsikaj izgubi. In če pogledamo res to z Foucaultovsko kritiko, potem lahko vidimo, da je težava v klasični kriminalki, ki ne spremeni svoje sheme, ta, da se v resnici pač v bistvu zelo referira in išče v bistvu to zaslombo v sistemu policije pač v bistvu kot institucija. Zdaj seveda na kakšen način so v bistvu to ene institucije, policija, vojska, ki so problematične. To seveda v neki humanistiki že dolgo časa vemo. In tudi zaradi tega recimo se pri Tokarczuk absolutno zgodi en velik obrat, zgodi se pri recimo, ne vem, če govorimo o Eku, kjer imamo detektivske recimo elemente, ne vem, Ime rože, to se lahko tudi bere v bistvu na ta dvojni način. In recimo meni je tu zdaj pomembno bilo konkretno v romanu Punčica, mi je bilo pomembno to recimo te prizori tega, kako v bistvu te sistemi razpadajo. Recimo pač moja likinja gre na policijo, želi prijaviti zadevo, ampak tam ne naleti na tega čudovitega, kako je že, Tarasa recimo, ali pa enega takšnega tipa, ki pač pride in vse razreši in nam v bistvu pove, da je tisto, kar, mislim, ker te kriminalke, ki so nastajale pač v Sloveniji, to je treba vedeti, pač jaz sem se s tem ukvarjala tudi teoretsko, to so teksti, ki dejansko v bistvu temelijo na tem, da vzpostavijo mačizem in pač nek zelo tak v bistvu patriarhalen red kot tisto, kar nas lahko odreši. To je zelo nevarno, če ostajamo pri tej shemi. Tako da zdaj recimo, jaz sem pisala pač na način, kaj se zgodi, če pripoznamo, da te v bistvu sistemi ne funkcionirajo, ker v realnosti ne funkcionirajo. Ker v realnosti imamo vedno več v bistvu, ne vem, femicidov, vedno več imamo nasilja, vedno več imamo tudi v bistvu nekega ekonomskega, sistemskega nasilja. Se pravi, kako lahko literatura odraža te razrušitve sistemov. Zaradi tega tudi v bistvu klinika v tem romanu razpada, klinika ne funkcionira, psihiatrija ne funkcionira. Skratka, vsi te sistemi, ki naj bi služili kot neka oblika obrambe, ne funkcionirajo. To seveda ne pomeni, da v tem trenutnem času nimamo zelo veliko pač kriminala in zelo veliko stisk in zelo veliko kriz. In da v bistvu tak žanr lahko korespondira. Je pa po mojem v neki kvalitetni literaturi nujno te stvari premišljati. In jaz se bojim, da se v našem slovenskem prostoru to absolutno ne dogaja. Da se dogaja ravno obratno. In v tem smislu mene pač v bistvu to skrbi. Meni se zdi pomembno,
vnesti elemente, ki so žanrski, zaradi tega, ker globoko nekaj v ljudeh naslavljajo. Po drugi strani pa se je treba spraševati, kako jih lahko podamo tako, da bo dejansko prišlo do kritike, ker se mi zdi, da zelo preredko prihaja. Ja. Hvala. Ja, sej, tu v bistvu se že takoj spostavi ta razlika med to najbolj rudimentarno, ne, detektivko, recimo, ki je sam nekako strukturirana kot gola uganka, ne, takoj, ko pa začnemo potem vpeljevač neke bolj teme, pa lahko to ozadje postane tak, spolsko, recimo, ne, se mi zdi, recimo pri vama, ki imata pač te neke, ko sem že prej omenjal, te žanrske prvine, se mi zdi, da prihaja recimo tudi ravno do te neke, mislim, da prihaja mestoma do tega prevrata, no, nekako na glavo nekaj postavljeno, pri tebi recimo, da simpatiziramo pač za neko osebo, mogoče na koncu, ki nam je mogoče najprej odvratna, ne, celo. Ti imaš recimo detektivko, v bistvu imaš žensko, v bistvu na invalidskem vozičku, ne, se mi zdi, da to je tudi tak čist antipod, recimo, ne, nekemu temu tipičnemu tipu, ki pride pa vse reši, ne, recimo. Tako da na nek način se mi zdi, da ja, če se lahko na teh mejah neki ti preboji potem pač nekako dogajajo. Tomo, zdaj bi šel ponovno k tebi. Prej si načel to vprašanje, pač žanr in tega nekega problema okoli tega, zdaj bi pa v bistvu nekako začel z druge strani oziroma postavil nekako to zadevo na glavo, ker zdaj si najbolj tak se nekako ugradil, no, od žanra mogoče, ampak kar je recimo za tvoje tekste značilno nekaj čist drugega, ne da neka žanrskost v tem smislu, ampak ena taka kvaliteta tvojih tekstov tako izrazito res vleče, se mi zdi, da to veliko bralstvo reče in imaš en tak res izdelan način dovajanja informacij, kar je sploh pri kriminalki recimo to blazno pomembno. To se mi zdi, da so prav neke stvari, ki so jih neki žanri odkrili, ne, zdaj to pomeni, da imajo neke vrste tudi to funkcijo, po mojem, v literaturi, ne, da odkrivajo recimo neke postopke, neke načine. Koliko se ti to zdi pomembno mogoče za pisanje, pač tudi literature, ki je potem sploh ni kakorkoli žanrska, no, recimo? Ja, ne vem, koliko so pravzaprav žanri vplivali name v tem pogledu, zato ker je čisto preprostega razloga, ker jih niti nisem toliko prebiral, no. Sem prebral recimo iz take serije po eno knjigo, čisto informativno, iz nekih napol poklicnih razlogov. Pa tudi se mi zdi, da ko govorimo o elementih žanra, da v bistvu velikokrat ne gre za neke elemente, ki bi jih žanr šele vzpostavil ali pa odkril, ampak jih je na nek način vzel in monopoliziral. Se pravi, recimo vampir je folklorni element, če pogledamo, ne. Tudi umori in raziskovanje umorov se je dogajalo že prej. Ne vem, najbolj znan primer bo verjetno tista Shakespearjeva mišnica v Hamletu, ne. Recimo iščemo zdaj morilca, ne. Se pravi, vse te stvari so na nek način prisotne tudi v drugi literaturi, ti elementi. Pa zdi se mi, da je razlika pač, da v žanrski literaturi je to pač element sine qua non, nekaj brez česa pač ne gre. In ima točno določeno funkcijo in vse se vrti okoli njega in tudi je zgodba recimo bolj ploska, bolj enoplastna, če temu tako rečemo, no. Medtem ko ti isti elementi lahko v nekih drugih konstelacijah imajo popolnoma druge funkcije. In zdi se mi, da je vedno potrebno opazovati vsako literarno delo kot celoto, kako funkcionira kot celota. Ker če gremo zdaj mi v seciranje, ne vem, to je tako, kot da bi šli v restauracijo, pa vzeli s krožnika listek solate, pa rekli, tak listek najdemo tudi v hamburgerju, zato je v tej jedi element fast fooda ali pa karkoli, no. Zdi se mi, da vedno moramo gledati celoto. Zdaj, če se vrnem nazaj k vprašanju, za mene je določen suspenz zagotovo pomemben v literaturi, se pravi, da je ta nek motor prisoten, ki vleče naprej, ki vzbuja zanimanje. Se pa trudim, da potem vsebinsko razplastim zadeve, da ne ostane samo na teh nekih cliffhangerjih, na teh nekih kaveljčkih, ki potem vlečejo bralca naprej. Pa to, kar so nekateri prej tudi že načeli,
večkrat se malo poigravam s horizontom pričakovanj. Se pravi, vnesem nek element, da bralca malo zavedem, da misli, da bo šla zgodba v eno smer, pa jo potem zapeljem nekam čist drugam. Recimo najbolj očiten je bil primer v enem čist mojih prvih romanov, Sodba v imenu ljudstva, kjer začnem v žanru nekega skoraj vojnega romana, se pravi, glavni junak hodi po ulicah sredi noči, detonacije, von po smodniku, zateče se v neko skrivališče, potem v naslednjem poglavju pa se razkrije, da je v bistvu šlo za praznovanje novega leta in da se vrača z neke zabave. Je pa imelo to seveda tudi funkcijo, ker je ta konflikt, ta vojna bila neka prispodoba za medrazredni konflikt v družbi, ki je za neko permanentno vojno, ki ves čas poteka. Se pravi, tako na različne načine pač poskušam včasih čisto avtomatsko, včasih pa tudi zavestno uporabljati, izkoriščati žanrske elemente in mogoče z njimi doseči nekaj drugega, no. Hvala. Zdaj si v bistvu svojo poanto na začetku si čisto razgrnil osnovno logiško zmoto celotnega pogovora, ne, o tem, odkot, kje sploh začeti z temi elementi, ampak mislil sem res v zgodovini literature, ja, ne, mogoče si nek žanr prisvojil neko temo, ne, to pa zdaj mi pač na nek način uporabljamo, že ta umor v tekstu je lahko ful hitro. Ja, seveda, ampak kot avtor pač imaš to breme žanra, ki obstaja, ki funkcionira 150 let in to moraš tudi upoštevati. Se pravi, če imaš leta 2022 umor v knjigi, moraš pač upoštevati, da bo to ljudi napeljalo na to, da bodo pričakovali, da berejo neke vrste kriminalko. Ja, seveda. Tudi potem se za nazaj, ne, včasih spostavi ta pogled, ne, imaš pač precej, dobro, Dostojevski je pač velikokrat obravnavan avtor, ampak je kar dosti študij, ne, na temo, koliko je to policijski roman z Zločin in kazen, na primer, ne, pač, in ja, na nek način tudi kriminalka, ne, mislim v najširšem pomenu besede, tako da se mi zdi, ja, da nisem vprašanje, kaj pišemo, ne, ampak v bistvu potem za nazaj tudi vprašanje te čist literarne recepcije, nekak, kaj je ta bazen, iz katerega črpa, ko označuje pač neka dela, no. To se mi zdi, da tudi nekak, mislim, da tudi časovno smo že zelo proti koncu, teda mogoče, če še iz publike kako vprašanje, imamo še 2 minuti, 3, mogoče, ja. Dober večer. Ja, jaz sem tudi tista, ko rada berem, sicer ne kriminalke, ampak bolj biografske knjige, zgodovinske, ne, ampak me zanima, a so vaše knjige, bi rekli, bolj sproščene za branje, recimo po celodnevnem naporu, ali se je treba osredotočiti, fokusirati, razmišljati, ali so bolj tako, bom rekla, za sprostitno. Ali niti ne, no, ker zdaj, ko sem poslušala, so različna tematika, no, tako. Ok, hvala. Ne, se lahko ti bomo šli tako po vrsti. Ja, jaz bom podal en tak politično korekten odgovor, da se dajo pač moje knjige brati na različnih nivojih, no. Se pravi, se mi zdi, da so tekoče branje, tako kot je že Aljaž omenil, da se jih prebrati tudi hitro, lahko se pa ob teh zgodbah sprožajo tudi kakšni globlji pomisleki. Zdaj pa pač odvisno od vsakega bralca, kako se ti filtri prekrijejo s tekstom, njegovi osebni, pač njegova osebna literarna kompetenca, no, če se tako izrazim, koliko se to potem prekrije z nekim tekstom in kaj najde v tekstu in kako ga interpretira. Jaz bi tudi podobno odgovorila, da Punčica je zelo kratka knjiga, da je zato prijazna za branje, ker je vse skupaj 100 strani, preberete jo v 2 urah pa pol, mislim, da zelo se hitro bere, zelo veliko se dogaja, tako da se ne ustavlja pri nekih dolgih pasažah, zelo veliko je dogajanja. Ima pa definitivno tudi neke jezikovne, predvsem mogoče, da je lahko kak del malo bolj zahteven za prebrati, pa tako kot je rekel pač Tomo,
če želiš se pač poglobiti, pa mislim, da zelo veliko enih stvari odpre. In je res taka knjiga, da mislim, da imate izbiro, no, kako hočete prebrati. No. Ampak zaenkrat vsi, ki so brali, so rekli, da se pa hitro prebere, pa da je res berljivo, tako da po mojem, da. Ja, jaz vsekakor skušam podati nek širši družben kontekst, obravnavati neke tematike, ki me mogoče bolijo v realnosti, ampak najbolj si pa želim, da pač bi nekdo ob 9. zvečer, ko bere, rekel še eno poglavje, pa grem spat, pol pa ob 4. zjutraj reče prekleti Bratkovič. Moja knjiga se pa bere večplastno, bi rekla tudi. Tako kot mislim, da vsak kvaliteten, če lahko tako rečem, žanrski roman. Zaradi tega, ker lahko berete, ko vas zanima, kako se bo končalo, in greste pač izbirate tiste dele, kjer se veliko dogaja in morda z glavnim junakom ali pa tistim, ki vam je pri srcu in vas zanima, se bo rešil, se ne bo rešil, bo razrešil umor ali ne. Dejansko je pa v ozadju še marsikaj. Lahko berete dvakrat, marsikdo mi je rekel, da berejo knjigo že drugič, pa da vidijo čisto druge stvari kot prvič. Hvala. Jaz sem tudi avtor romana 7. nadstropje, za katerega so mi vsi rekli, da sem je hitro prebral, čakali so, kaj se bo zgodilo, na koncu so mogoče bili nezadovoljni s tem, kar se je zgodilo, ampak to je to, so pa prebrali. No. Tako da, jaz se še enkrat zahvaljujem vsem za obisk, vsem za pogovor. Vse knjige, kot sem že povedal, so šle pri založbi Litera, ki ima stojnico čist tam, nekje dol, in se jih da še tudi vse tam kupiti. Tako da še enkrat hvala in lep večer še naprej. Hvala vam.